treba delati. Če hočeš kaj postati, je treba delati. Če hočeš karkoli znati, je treba delati. Na svetu je pač tako, je treba delati. Z lufta padlo nič ne bo, je treba delati. Ja, delati, kolikor se le da. Je treba delati. Če hočeš nekam priti, je treba delati. Če hočeš pameten biti, je treba delati. Po svojih najboljših močeh je treba delati. Brezdelje zapelje te v greh, je treba delati. Ja, delati, kolikor se le da. Ko pogledam v vesolje, se zdi mi, da mir stoji. Če pa pogledaš malo bolje, se kar širi in rotira, oscilira in vibrira. Čisto nič pri miru ni, je treba delati. Se vsak atom vrti, je treba delati. Se vsaka celica deli, je treba delati. Vsakdo si zapomni, naj je treba delati. Delo krepi telo in značaj, je treba delati. Ja, delati, kolikor se le da. Je treba delati, ne pa zijala past, je treba delati. Pošteno, ne pa krast, je treba delati. Ne se dela pat, je treba delati. Počasi, včasih pa garat, je treba delati. Ja, delati, kolikor se le da. Ko pogledam žitno polje, dokaj mirno se mi zdi. Če pa pogledaš malo bolje, žito rase, polni klase, korenine v zemljorine. Čisto nič pri miru ni, je treba delati. Ne pa okol ga srat, je treba delati. Ne pa mamila jemat, je treba delati. Pa lepše boš živel, je treba delati. Pa življenje rad boš imel, je treba delati. Ja, delati, kolikor se le da. Včasih se mi zdi najbolje, da bi kar ležal in pa spal. Ko pa pomislim malo bolje, čas mineva, smrt odšteva. Živa leta so mi šteta in vsake mi je ure žal. Je treba delati, to pomeni, da si živ. Lepo je delati, pa gledati, kar si naredil. Je treba delati, da smiselno živiš, je treba delati, da za sabo kaj pustiš, je treba delati. Ja, delati, kolikor se le da. Je treba delati, ja, delati, kolikor se le da. Je treba delati, kolikor se le da. Je treba delati, ja, delati, kolikor se le da.
Nogometna sezona je prava poslastica projekta ŠKL, končuje se namreč ligaški del, takoj po počitnicah pa nadaljujemo z izločilnimi boji. Najboljša nogometaša na šolskem centru Ptuj je izbrala Bernarda Radovan. Glede na to, da je zdaj zelo aktualno pustovanje, a se vsako leto našemiš v Maškoro? Ne, vsako leto ne. Niti ne, pač rajši imam to naravno masko, ko ga že imam. No. Katera je bila pa tvoja najbolj izverna maska, tako tudi za nazaj? Pamet rečeno. Batman, to bo to. Zadnji dvoboj ligaškega dela tekmovanja so odločali o potnikih v četrtfinale. Prav tako je bilo tudi na tekmi med šolskim centrom Ptuj in prometno šolo Maribor. Mariborčanom je za napredovanje zadostovala točka, Ptujčani pa so nujno potrebovali zmago in s 3-2 jim je uspelo. Danes bomo spremljali nogometno tekmo med šolskim centrom Ptuj in prometno šolo Maribor. Obe ekipi se boste borili za vstop v četrtfinale, kdo pa bo današnji zmagovalec, bomo videli po odigrani tekmi. Kaj pričakujete od današnje tekme? Ja, pričakujemo dobro igro, potrebujemo zmago za napredovanje. Ne? Ja, od današnje tekme pričakujemo predvsem, mislim, da gremo na zmago. Sicer bi bilo že dovolj, da igramo neodločeno, ampak vseeno igramo na zmago. Menite, da bo to ena izmed težjih tekem za vas? Mislim, da je to tudi nasprotna ekipa zelo dobra, mislim, da bo to za ena dobra tekma in zelo težka. Vsaka tekma mislim, da je težka, mi bomo šli na zmago, vemo, da so dobra ekipa in upam, da bomo zmagali. Sodnikov znani začetek tekme in začne se pravi dvoboj za uvrstitev v četrtfinale. Današnja tekma je za obe ekipi bistvenega pomena, saj sta ob zadnji skupni tekmi imeli izenačen rezultat, zato si danes igralci obeh ekip želijo zagotove zmage. Prvi gol dobro taktiko dajo domači igralci in svojo prednost kmalu povečajo še z dodatnim golom. Sledi polčas ter posvet s trenerji, kar gostujoči ekipi zagotovo koristi. Saj že v naslednjih minutah zadanejo svoj prvi gol. V zadnjih minutah tekme jim uspe zadati še drugi gol in s tem sta ekipi izenačeni. In tako se zmaga nasmiha gostujočim. Vendar jim domača ekipa zada odločilni gol ter si tako izbori mesto v četrtfinalu. Z rezultatom 3-2 sebi v prid. Veselje zmagovalcev šolskega centra Ptuj je nepopisno. Ste veseli, da ste se uvrstili v četrtfinale? Seveda, to smo težko pričakovali. Upam, da bo nam še vrelo šlo naprej pa to. Na tekmi smo bili priča kar 5 zadetkom, dogajalo je. Tekmo med šolskim centrom Ptuj in prometno šolo Maribor je spremljalo kar nekaj navijačev. Ti so jih glasno spodbujali in navijali vsak za svoje favorite. Izdelali so si tudi navijaške transparente. Med gledalci je bilo kar nekaj maškur, simpatična zajčica in tiger, čarovnice, ki so se verjetno trudile svojim favoritom pričarati zmago. Tekmovalce so med tekmo spodbujale tudi navijačice in s svojimi plesnimi koraki so poskušale ogreti zbrano publiko in tako so v dvorani do dobra dvignile temperaturo. Za pestro dogajanje je bilo poskrbljeno tudi z nagradnimi igrami, kjer so se sodelujoči preizkušali v ciljanju plastenke, žal neuspešno. Vendar jim nagrade vseeno niso ušle. Tekmovali so tudi v žongliranju z žogo, kjer se je za zmago borila tudi simpatična cigančica, ki je priznala, da je premalo trenirala in tako ji je zmaga ušla. Sodelujoči vseeno niso odšli praznih rok, saj so dobili uporabne nagrade, navijači pa so si z dogajanjem ob tekmi zagotovo napasli oči.
Tudi v prihodnjem tednu pa nas čakajo atraktivne nogometne tekme. Nasploh rad igram nogomet, je to moja želja še naprej in upam, da bom zelo uspešen naprej še. Kdo te pa navdušil, da si sploh začel igrati nogomet? Oče v mladostnih letih. Na prometni šoli v Mariboru smo bili priča pravemu nogometnemu spektaklu odličnih ekip. Mariborčani so se pomerili proti dijakom šolskega centra Ptuj. Obe ekipi pa sta v svoji prvi tekmi izgubili proti gimnaziji Ptuj. Pravi nogometni derbi smo spremljali v najbolj nogometnem mestu v Sloveniji, Mariboru. Mariborčani si na prvi tekmi pred svojimi navijači močno želijo zmage. S podobnimi željami pa se ukvarjajo tudi dijaki šolskega centra Ptuj. Oni bojo zavlačevali, žogo, kljub temu gremo krat zdaj. Kaj si žogo svoj posesti, malček, da vidite, kako dalje, kaj zdaj? Prvi četrtini zadetkov ne vidimo. Res, da se na obeh straneh zvrsti nekaj obetavnih akcij, a napadalci niso preveč natančni. Ajde. Ja! Zato pa se igra razživi v nadaljevanju. Gostitelji močno pritisnejo proti ptujskim vratom, a prvi se zadetka razveselijo slednji. Za 0:1 zadene Joži Emeršič. Tik pred iztekom prvega polčasa pa gostujoče vodstvo z močnim strelom poviša Robert Kuraš. Mariborčanom po prvem delu torej ne kaže najbolje. Skupaj s številnimi navijači pa pesti za svoje učence močno stiska tudi ravnateljica Mateja Turk. Moram reči, glede na to, da imamo dobre nogometaše, da se nam zdi tekmovanje za ŠKL Ligo odlična zamisel. Pa mislim, da smo danes dali zdaj prvi gol. Če ravnateljica prvega gola ne vidi, pa se veseli le 2 minuti kasneje, ko prometniki z golom Valena Filipoviča izenačijo na 2:2. S tem pa golom v tem delu igre še ni konec. Po temeljitem posvetu najprej dvakrat znova udarijo Ptujčani. Obakrat je natančen Marko Pečnik, a domači napadalec Martin Črnis poskrbi za razborljivih zadnjih 12 minut. Navdušenje po golu se v dvorani še ne poleže, ko je izid znova izenačen. Po lepi akciji je natančen Aljaž Grašič. V zadnjih minutah na to boj zaigrano vse ali nič, a izid ostane 4:4. Mogoče malo napak tak pri prehodu pač v obrambo, mislim, da bi mogli se bolj braniti, pa skupaj stopiti. Pač vodimo, ne znamo zadržati vodstva. Po mojem je bilo boljše, če bi mogoče gubili, pa je pol lovili, da tako mogoče bi te zmagali. Točka Mariborčanom in Ptujčanom še prinaša možnosti za napredovanje. Tako bo januarja na nogometnih igriščih še zelo napeto. Na prvi domači tekmi so imeli Mariborčani veliko pomoč navijačev s tribune. Na tekmi med prometno šolo Maribor in šolskim centrom Ptuj je zagotovo dogajalo. Razgreti navijači so navijali za svoje favorite, se z njimi veselili, kot tudi bili razočarani ob neuspešnih akcijah. Publiko so dodobro ogrele plesalke iz prometne šole in še tako zaspane navijače niso pustile ravnodušne. Privlačne nagrade so se borili mladi pogumni fantje iz publike in z dobro taktiko so nekateri tudi prišli do nje. Po napeti tekmi, ko se je večina navijačev odpravila domov, pa se je za nekatere prava zabava šele začela ob dobri stari slovenski harmoniki. V nogometnem derbiju Mariborčani vztrajno lovijo korak s Ptujčani. Ujamejo ga tik pred koncem, ko Matic Črnic nesebično poda. Aljaž Grašič pa brez težav zadene prazno mrežo za končnih 4:4. Ostajava pri nogometu, le da se seliva k srednješolskemu. Greva v vaš konec, v štajerski konec, kjer sta se na Ptuju pomerila domači šolski center in gosti iz prometne šole Maribor. Na prvih tekmah je padlo kar nekaj golov, zato smo upali, da se bo ta trend zadevanja tudi nadaljeval.
Slovenska nogometna vročica je prisotna tudi na igriščih ŠKL nogometa. Na Ptuju nas tako čaka pravi ŠKL-evski spektakel. Dvoboj med dijaki šolskega centra Ptuj in prometne šole Maribor pa je veliko več od navadne nogometne tekme. Gre za obračun starih znancev, ki si tudi v letošnji sezoni želijo visoke uvrstitve. Tako je tekma že od uvodnega sodniškega žvižga izjemno razborljiva in napeta. Oboji si prigrajo veliko priložnosti. Prvi pa se po 5 minutah veselijo Mariborčani, ki z golom Davida Pavka povedajo z 1:0. Po prejetem zadetku Ptujčani zaigrajo še bolj napadalno, a so v zaključkih akcij premalo zbrani. Vse bolj pa grešijo tudi v obrambi. Tako ob izteku četrtine darilo sprejme Matjaž Koreš, s svojim drugim golom pa isti igralec postavi tudi izid polčasa, ki ga gostujoči nogometaši dobijo s 3:0. Med odmorom napetost v dvorani razbijo domače mažoretke, nato pa na igrišču spremljamo hud boj za zmago. Na veselje domačih navijačev kanček upanja za Ptujčane posije v 29. minuti, ko zadane Denis Perger, a je njihovega navdušenja hitro konec. Slabe 4 minute kasneje domačo mrežo namreč zatrese mariborski kapetan Valen Filipović, ki 4 minute pred koncem z drugim golom dokončno odloči zmagovalca. Oni so tudi imeli par lepih priložnosti, tako da mislim, da smo pa zasluženo zmagali. Poraz Ptujčanov v 45. minuti na končnih 2:5 omili domači kapetan Robert Kuraš, ki napove, da bodo že na naslednji tekmi zagrali precej bolje. Veliki želji bodo dodali tudi strelsko učinkovitost. Nismo imeli sreče danes praktično, oni se poznajo, lanska ekipa ista pri njih, mi smo nova ekipa, čist prvi letniki večinoma, nismo še v igrani, upamo, da čim prej boljše, da bomo bolj v igrani in da bo to. Ob koncu pa moramo še posebej pohvaliti navijače obeh ekip. Tako eni kot drugi glasno in športno navijajo za svoje sošolce ter prijatelje. Tudi sami pa se izkažejo v nagradnih igrah in se razveselijo nagrad naših sponzorjev. Le želimo si lahko, da bo v takšnem vzdušju minila cela sezona.